V atriju Znanstveno-raziskovalnega središča Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani je nocoj potekal literarni večer s francosko pisateljico Annie Ernaux. Pisateljica je v Ljubljano prišla ob izidu prevoda njene nove knjige z naslovom Leta. Že več let ena izmed vodilnih predstavnic francoske književnosti je Slovenijo obiskala prvič, v Ljubljano pa je prišla v času, ko je mesto svetovna prestolnica knjige. Zdaj že 70-letno gospo sta povabila francoski inštitut Charles Nodier in založba Didakta, ki je tudi izdala prevod. Gre za sploh prvi prevod v slovenščino katerega izmed del te družbeno angažirane pisateljice. Roman z naslovom Leta je avtobiografski, čeprav se je pisateljica v tej knjigi tokrat prvič odločila, da o sebi piše v tretji osebi. Annie Ernaux. J'ai toujours pris comme sujet d'écriture l'expérience, mon expérience que j'ai de la vie. Skoraj nikoli nisem pisala fikcije, vedno sem pisala o svojih življenjskih izkušnjah, o pomembnih stvareh, ki so vplivali na moje življenje, pravi. V romanu je njena osebna izpovednost še posebej izrazita. Mislim, da je roman Leta tista ekstremna točka mojega tovrstnega načina pisanja doslej. Njena zgodba je preprosta, iskrena, a močna. In to je eden izmed razlogov, ki bi lahko pritegnil tudi slovenskega bralca. Glavna urednica pri založbi Didakta, Jana Babšek. Pri tej knjigi je res tako pretresljivo in zelo zanimivo je to, da je zelo osebna, se pravi, da piše o svoji osebni zgodovini, da piše o svojih otrocih, o starših, otrocih, ljubimcih, o boleznih, o tem, kako doživlja svet. Pa uberem se prav vsak, mislim, da tudi vsaka slovenska ženska lahko mogoče teh neženskih pogledov moških zelo poistovetijo z njo. Annie Ernaux je dobitnica francoske nagrade Renaudot, ki je sicer nekoliko v senci bolj znane Goncourtove, pa je še vedno zelo priznana književna nagrada. Njene knjige so prevedene v več svetovnih jezikov, njene kritično napisane romane pa preučujejo na več univerzah. Pogovor v prijetnem atriju Sazuja je povezovala novinarka Tanja Lesničar-Pučko, ki je avtorico med drugim spomnila, kako je pred leti dejala, da ne bi mogla nikoli živeti v vzhodni Evropi. Zato jo je vprašala, če se ji zdaj zdi vzhodna Evropa kaj bolj prijazna za življenje. Pisateljica je poudarila, da je tedaj imela v mislih Rusijo v času komunizma. Sicer sem še enkrat obiskala Rusijo, a še vedno mislim, da nikoli ne bi mogla živeti tam. Na literarnem večeru sem bil tudi Luka Vodopivec.